Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Ja, en lep pozdrav, pa bom tokrat začela z besedami, ki me zelo veselijo, in to je, da Slovenija ima novo strategijo razvoja, imamo nov strateški okvir, ki nam določa našo prihodnost in tudi cilje do leta 2030. Dolga pot je za nami, dolg proces, več kot leto pa pol smo delali na tem dokumentu in tukaj v skladu tudi za uredbo o razvojnem načrtovanju smo v eni ekipi prvič sodelovali skupaj Ministrstvo za finance, UMAR in pa Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko. In potem ne samo, da smo si pač mi zamislili, kako naj bi Slovenija delovala v prihodnje, ampak smo dejansko šli v širšo zgodbo. Povabili smo strokovnjake, ukvarjali smo se z raznimi posveti, delavnicami, z novimi inovativnimi metodami, poskušali doseči konsenz in tisto, kar mene najbolj veseli, tudi resorje, v prvi vrsti, pa potem tudi druge deležnike v družbi, poskušali na nek način usaglašati. In največje veselje danes moje je, da smo tudi na vladi sprejeli ne samo strategijo soglasno, ampak tudi brez pripomb in dejansko soglasjem vseh resorjev. Verjamete lahko, da to ni zelo enostaven dosežek. Seveda pa v celotnem procesu je bila zgodba veliko težja. Zdaj, sama strategija razvoja je dokument, ki ima en ključen cilj, to je boljša kakovost življenja za vse nas, prebivalce Slovenije. In na nek način preko 5 strateških usmeritev in 12 razvojnih ciljev potem določa tudi naše cilje, ki smo si jih zadali skupaj in so tudi usklajeni. Strategijo bomo spremljali kar s 30 kazalniki in ves čas bomo lahko ugotavljali, ali smo nekje v tisti liniji razvoja in trendov do leta 2030 ali ne. To je mogoče ključen okvir celotne strategije razvoja. Najbolj pomembna seveda je njena implementacija in za implementacijski del bom prepustila besedo ministrici Mateji Vraničar Erman in pa potem seveda izjemno pomembno tudi spremljanje. Zato bom pa prosila, da nekaj besed tudi pove gospod Boštjan Vasle. Tako da bom zdaj prepustila moje mesto, pa potem gremo naokrog, pa potem bomo počakali vprašanja. Hvala lepa in lep pozdrav tudi z moje strani vsem. Za izvajanje strategije razvoja ima država na razpolago en ključen instrument. To je državni proračun. In izvrševanje tega državnega proračuna že nekaj let govorimo, da mora biti tako načrtovanje kot izvrševanje programsko oziroma k ciljem usmerjeno. Strategijo razvoja smo dobili kvantificirane cilje, ki jih zasledujemo pri vsakem področju, ki ga strategija navaja, in to bo ključna smer, preko katere bomo nadgradili programsko načrtovanje državnega proračuna, ne samo državnega proračuna, ampak javnih financ kot celote. In v tem kontekstu je danes vlada sprejela ne le strategijo razvoja Republike Slovenije, ampak tudi novelo zakona o javnih financah. S to novelo zasledujemo sicer v prvi vrsti kratkoročen cilj uskladitve slovenske zakonodaje z evropsko zakonodajo na področju
dobrega fiskalnega upravljanja z javnimi financami, ampak tisto, kar je pomembneje, novela zakona o javnih financah daje instrumente in določa postopke, s katerimi bomo vse deležnike vključili tudi v izvajanje strategije razvoja Slovenije in omogoča, da bomo sredstva, ki so na razpolago, osredotočali oziroma usmerjali točno v cilje, ki jih opredeljuje kot ključne strategije razvoja. Za ta namen smo oblikovali oziroma predvideli, da se bo letno sprejemal 4-letni program, državni program razvojnih politik. Ta se bo sprejemal vsako leto v mesecu novembru in bo podlaga za oblikovanje srednjeročne fiskalne strategije. To smo pripravljali že doslej v obliki programa stabilnosti in večletnega okvira za proračunsko načrtovanje. Ti dokumenti, ki so doslej temeljili zgolj na zakonu o fiskalnem pravilu, dobivajo zdaj svojo formalno veljavo in umeščamo tudi sam formalni postopek sprejemanja v medpristojnosti Ministrstva za finance, vlade in pa Državnega zbora. Urad za makroekonomske analize in razvoj ostaja ključni pripravljalec oziroma ocenjevalec makroekonomskih okoliščin, ki so podlaga za celotno proračunsko načrtovanje. K pripravi letnih in večletnih načrtov prihodkov in odhodkov in pa tudi strateških ciljev pa pritegnemo praktično vse deležnike, ki bi pravzaprav že danes morali sodelovati, ampak njihove formalne vloge doslej nismo imeli določene in smo jih vabili k sodelovanju za pripravo programa stabilnosti v bistvu na bolj neformalen način. Ta predlog zakona o javnih financah torej posredujemo v Državni zbor v sprejem po skrajšanem postopku, ker gre za manj obsežne spremembe povezane s prenosom direktive. Ključno seveda pa bo potem izvajanje tako sprejetih določb zakona, za kar smo predvideli določena prehodna obdobja, da bomo lahko to implementacijo tudi v celoti zagotovili. Hvala. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Torej, v tem dolgotrajnem procesu priprave strategije razvoja Slovenije se nam je na našem uradu zdelo zelo pomembno, da v obilici različnih mnenj, ki smo jih zbrali v pogovorih z različnimi udeleženci, ki so sodelovali pri tej pripravi strategije, zagotovimo, da je dokument, ki ga je danes sprejela vlada, kljub vsemu ostal skladen. Pomembno se nam zdi, da v strategiji, ki je pred nami, ki je torej začela veljati, poudarjamo tako ekonomski del našega življenja, socialni del našega življenja in pa tudi kako se obnašamo do okolja. Drugi poudarek, ki se mi zdi zelo pomemben, je, da strategija na nek način nadaljuje delo, ki je že bilo začeto na številnih področjih, in tukaj bi izpostavil dve iniciativi, za katere smo se v zadnjih letih močno zavzemali tudi na našem uradu. Namreč strategija na nek način odslikava napore za izboljšanje produktivnosti, ukvarja pa se tudi z vprašanji demografije, torej z obema področjema, ki sta po našem mnenju ključna za to, da bomo v Sloveniji tudi v prihodnjih letih, če ne izboljšali, pa vsaj ohranili kvaliteto življenja, ki smo jo vajeni danes. In ne nazadnje, vsako strategijo, vsak resen poskus priprave strategije mora spremljati tudi organiziran način spremljanja tega dokumenta oziroma spremljanja izvajanja tega dokumenta. To nalogo bomo ponovno prevzeli na Uradu za makroekonomske analize in razvoj in že v začetku prihodnjega leta, v spomladanskih mesecih prihodnjega leta bomo pripravili prvo poročilo, ki bo govorilo o tem, kakšni so trenutni rezultati na posameznih področjih, ki jih naslavlja strategija, in pa tudi o tem, kakšen napredek je bil narejen na posameznih
drugih področji, seveda s vključenimi priporočili, kaj bi bilo smiselno narediti še v prihodnje, da dosežemo cilje, ki so zapisani v danes sprejetem dokumentu. Hvala. Zdaj so na vrsti vaše vprašanja, POP TV 1, oziroma še kako vmes. Že Božič, POP TV za vas, gospa ministrica Brajničarjeva. Pravite, ne načrtujete, strateško pripravljate proračun na srednjeročni rok, hkrati v istem trenutku pa vidimo precej pritiska trenutno na javne finance. Ena so zahteve sindikatov, 2 stavki tako rekoč se napovedujeta zaradi domnevno prenizkih plač, drugo pa je kar znotraj koalicije. Minister Erjavec je včeraj predlagal en zakon, ki bi imel milijardo evrov posledic v 4 letih. Prosim vas, se pravi za komentar obeh teh zadev. Se pravi sindikalnih zadev na eni strani in pa te koalicijske zgodbe na drugi, je to javno finančno vzdržno. Ja, nedvomno je, da vstopamo v predvolilni čas in v teh okoliščinah je razumljivo, da različni deležniki predstavljajo javnosti zelo všečne predloge. Vendar je Ustava Republike Slovenije ustava nas vseh, kot posameznikov in institucij. Dolžni smo jo upoštevati. In sami smo si v ustavo zapisali odgovorno ravnanje z javnimi financami. Zapisali smo si, da bomo skupne javne potrebe zadovoljevali na način, ki ga zmoremo glede na ekonomsko moč naše države. In čeprav je v tem trenutku zaradi zelo ohlapnih informacij težko oceniti utemeljenost posameznih predlogov, pa tudi finančne učinke posameznega predloga, lahko že na prvi pogled ugotovim, da dvomim, da so predlagatelji te okoliščine, ki sem jih zdaj omenila, upoštevali. Nenazadnje moramo upoštevati, da smo ves čas izhoda iz krize opozarjali, da je treba postopno in premišljeno odpravljati omejevalne ukrepe, ki so bili uveljavljeni v času krize in jih sproščati v skladu z našimi ekonomskimi možnostmi. Ravnati na način, da porušimo ali pa da zagotovimo več odhodkov, kot lahko zagotovimo prihodkov, bi pomenilo, da ponovimo napako, ki nas je pripeljala v zadnjo fiskalno krizo. Jaz si tega ne želim in odgovornosti za to ne želim prevzeti. Hvala. Tako mogoče samo še pod vprašanje. Na to temo? Ja. Ampak a se ni tu nekako vlada naredila sama sebi medvedjev uslugo, nekako z dogovori z zdravniki, z dogovori s policisti, nekako in sprožila vlada sama pravzaprav ta val zahtev, ki jih zdaj vidimo, celo znotraj koalicije? Ne morem zanikati, da so bile verjetno narejene določene napake pri vodenju posameznih pogajalskih postopkov, ampak te rešitve, ki ste jih omenjal, problem plač policistov je ta vlada podedovala in ga je morala razrešiti na nek način. Enako bi lahko rekli tudi za problem zdravnikov, kjer se javne ocene o tem, kaj dejansko so zdravniki že pridobili z podpisanim sporazumom, zelo razlikujejo. Res moramo umiriti strasti, postaviti na mizo podatke, se uskladiti glede teh podatkov in od tukaj štartati naprej. Hvala. Vrnimo se k temi strategije razvoja Slovenije. Imate na to temo? Ja. Mene zanima, koliko ljudi je sodelovalo pri pripravi in koliko priprava strategije stane, prvo vprašanje. In drugo vprašanje, kaj konkretno to pomeni za povprečnega državljana? Kaj bo zaradi strategije zanj drugače čez leto, 5 let, 10 let in v končni fazi 2030? Kje bo on občutil, da se je karkoli strategije spremenilo oziroma uresničilo? Mogoče najprej začnem s ceno strategije, nekako smo pričakovali to vprašanje. Ne vem zakaj. Skratka, to leto in pol dela, zdaj če ne upoštevamo ljudi, ki so pri tem sodelovali, nikomur nismo nič plačali, je v bistvu celotni strošek 16 000 evrov.
približno 10 000 evrov tega pa nas je stala v bistvu javna anketa, ki smo jo z strokovnjaki izpeljali. To je bila pač anketa narejena februarja letos po Delfi metodi. Koliko ljudi je sodelovalo? Več faz je bilo. Mogoče, če grem bolj konkretno, takoj na začetku v razpravah okrog strateških usmeritev je sodelovalo preko 200 strokovnjakov, tako povabljenih zunanjih strokovnjakov, kot tudi strokovnjakov iz resorjev. Potem v nadaljevanju smo potem imeli razne delavnice, predvsem na temo tudi recimo, ključnih kazalnikov. Te so bile organizirane z naše strani, kjer pač nismo plačali nikomur. Tam smo zelo zavzeto, v bistvu so sodelovali strokovnjaki OECD-ja, ampak niso bili za to plačani. So pa v bistvu tukaj zelo tvorno sodelovali tudi strokovnjaki iz statističnega urada, zato ker seveda kazalniki so izjemna strokovna in tudi težka tema, ampak tudi njim nismo posebej za to pač ničesar plačali. Potem so se stvari odvijale tako na nivoju pač anketnih vprašalnikov, kot na medresorskem delu. Pač imeli smo delavnice z recimo generalnimi direktorji celotne javne uprave, kjer smo posebej poskušali znižati ciljev, ker začeli smo z 34, zdaj vemo, da jih imamo 12 in zelo podobnemu namenu je bila potem z strokovnjaki v okviru ankete tudi ideja, da pač poskušamo najprej ugotoviti povezave med in stičišča med posameznimi cilji in pa potem tudi časovni rok vpliva na te povezave. In v tem delu je bilo povabljenih preko 500 strokovnjakov, ki so se potem osredotočali pa ki so si izbrali 5 ključnih stvari in so jih potem pač iskali za teh 5 ključnih, ki jih najbolje poznajo, tudi povezave, časovnice in vse ostalo. Tako da v bistvu vsa ta ogrodja so nam dala možnost, da smo lahko v okviru redakcijske skupine, ki smo jo postavili na nivoju Ministrstva za finance, Umarja in pa Svrka, prišli s prvim osnutkom, ki smo ga potem začeli medresorsko usklajevati. In prvi tak osnutek je bil na mizi v začetku leta in prišli smo čez 5 takih krogov, ker lahko si predstavljate, z različnih pritiskov, tudi deležnikov, razgovorov, ki smo jih imeli, z regijami, z okoljskimi strokovnjaki, z gospodarstvom, z ekonomisti. V resnici, ko delaš eno horizontalno zgodbo, vsak, ko se začne pogovarjati, najprej vidi svoj sebe in svoj vrtiček. In naš ključni izziv je bilo to vse skupaj povezati v cilje, ki so dejansko horizontalni. In ko boste prebirali to strategijo, je to tisti ključ. Mi smo morali biti sposobni, glede na to, kako se svet hitro vrti, kako hiter je tehnološki razvoj, kako vse se nam hitro dogaja, preseči to naše vrtičkarstvo. Zato seveda ta strategija ne more biti skupek 142 strategij, ki jih Slovenija za posameznih področjih ima, ampak predstavlja samo krovno strateško usmeritev, se pravi okvir, v katerega se bomo pač zdaj oblikovalci politik morali vklapljati. In zato je bilo toliko bolj pomembno, da smo si postavili tudi cilje in zato je bilo tudi toliko bolj pomembno, da v bistvu smo zdaj, in jaz sem res vesela, da smo danes na vladi uspeli doseči soglasje za spremembo zakona in novelo zakona o javnih financah, ki nam omogoča, da se bomo tudi v bistvu ne samo v tej vladi, ampak do leta 2030 in v prihodnosti morali drugače pogovarjati. Tako da celota tega je v resnici razbijanje silosov. Mi se Slovenci, roko na srce, zelo težko osredotočamo. Tudi na tem področju smo imeli največ dilem, največ vprašanj, največ diametralnih zahtev, ne samo resorjev, tudi zunanjih deležnikov. Tako da
ampak vseeno smo pa prišli do sem. In zdaj po vseh teh krogih smo šli tudi v javno posvetovanje. Tudi tukaj smo želeli biti res široko. Šli smo zato na vladno stran, ne samo na neko spletno stran nekoga, ki nas mogoče ne najde, ker smo premalo poznani. In v bistvu odzvali smo se dejansko na vse, tudi povabila, ker zelo veliko deležnikov je želelo z nami komunicirati, tako da smo pač enako v tej ekipi, se pravi skupaj, imeli razgovore, ne samo jasno tiste formalne, naprimer ESS, ampak predvsem tudi, z gospodarsko zbornico, z Slovensko akademijo znanosti in umetnosti, različnimi združenji, tako da šli smo sindikati, mladinskim svetom, da se zdaj ne spomnim še kakšnega drugega, ampak v glavnem z eno celo paleto ljudi in dejansko smo poskušali z njimi ne samo jih poslušati, ampak jih tudi slišati. No. Tako da mi smo zato o tem javnem posvetovanju želeli pripraviti tudi poročilo in to poročilo smo danes tudi na spletni strani objavili in vas tudi vabim, da si ga preberete, zato ker seveda vseh stvari se ne da upoštevati. O tem, kar je govoril gospod Vasle, težko je, ko recimo nekateri deležniki želijo popolnoma konkretne stvari, ki so praktično del naslednje faze, ko govorimo o implementaciji in nivoja ukrepov. Težko se je pogovarjati ali pa sprejemati stvari, ki so v bistvu dejansko nekateri deležniki so želeli, da konkretno vežemo področja na različne področne strategije, ker potem spet zgubiš fokus. Nekateri so želeli širiti kazalnike, nekateri cilje. Poskušali smo do konca ta dokument držati v enem ravnovesju, ker samo ravnovesje vseh treh ključnih stebrov, okoljskega, ekonomskega in pa socialnega, povezano z veliko znanja, ki nas bo reševalo za to, da bomo sploh sposobni iti v nek preboj in pa enim dobro delujočim sistemom nas bo odpeljalo naprej. Konkretno, kaj je to glede manjša brezposelnost, višji BDP, kaj konkretno se bo Janezu Novaku iz Kranja poznalo zaradi te strategije? Kaj je ključna, osrednja zgodba? Je boljša kvaliteta življenja. Boljša kvaliteta življenja se da meriti in v bistvu merili bomo z veliko kazalniki. In tukaj ne gre samo za višji bruto družbeni proizvod. To je en od res pomembnih faktorjev. Pa kakorkoli, če gledate, to je blaginjska strategija in blaginjska strategija pomeni za enega človeka, da ne bo država vse svoje možnosti usmerila samo in izključno v gospodarski razvoj, ampak bo skrbela za vse državljane, za tudi tiste socialno izključene, za tudi tiste z manj prihodki. In ja, jaz verjamem, kaj je en od ključnih kazalnikov te strategije, je, da Slovenija v letu 2030 doseže povprečje Evropske unije. To ni cilj, ki ne bi bil ambiciozen. V tem trenutku smo na 83% povprečja. Torej, to pomeni, da bomo morali praktično letno bistveno več rast kot vsi ostali v EU-ju. Tako da to je prav gotovo en pokazatelj. Drug pokazatelj, socialna izključenost. V bistvu tudi tukaj smo si, glede na to, da tukaj nimamo najslabših rezultatov v tem trenutku, smo si pa še vedno dali cilj, ki ga Slovenija v svoji zgodovini še nikoli ni dosegla. Če vemo, da se bomo pač morali dodatno izobraževati, se pravi investicije strani države v znanje, v vseživljenjsko učenje, ne samo v formalnem izobraževanju, ampak praktično v celem našem življenju bo vsem nam, vsakemu prebivalcu Slovenije omogočalo, ne da se bo lahko boril z vsemi spremembami, ki nas čakajo na področju dela, se pravi tistega delodajalca in mu dajal več, ampak tudi osebno, zato ker sposobnost prilagajanja, žal, že nekaj let, v bistvu ni zadostna. Se pravi, tehnološki razvoj
mi z znanjem in pa z možnostjo prilagajanja zaostajamo. Ne samo v Sloveniji, po celem svetu. Tako da to je, kar se znanja tiče. In zdaj, kar boste nazadnje vprašali, sistem upravljanja, imamo državo, kot jo imamo, na tem področju lahko še veliko naredimo, delamo pa tudi že prve korake. Tako da tukaj, če poskušamo biti konkretni, jaz sem se postavila v položaj, pa zdaj mi razloži, Alenka, kaj pa pravzaprav vlada že dela, kaj delate, kaj se pravzaprav že dogaja. Tlele, ko pogledaš zdaj po nivoju strategije in od zgoraj navzdol, jaz verjamem, da delamo že veliko. Ne vem, ena od ključnih ciljev je prehod v krožno gospodarstvo. Tukaj na pobudo predsednika vlade smo v bistvu vzpostavili v kabinetu predsednika inicijativo za krožno gospodarstvo. Pridružili smo se fundaciji Ellen MacArthur, delamo kažipot in začenjamo spreminjati regulativo. Po drugi strani, če gledamo, na področju digitalizacije, poskušamo res velikimi napori že zdaj spreminjati stvari. Kaj to pomeni? Boljši sistem delovanja bo na koncu koncev, verjamem, v Sloveniji tudi spet vzbudil zaupanje, ker zaupanje je tisto, kar nam ga manjka. Samo še to, samo to vprašam. Rekli ste 16 000 evrov. Vizija 2050 Slovenije, ki je bila osnova za strategijo in je dolga ena stran, je stala skoraj 500 000. Tokrat s telih 45-47 strani z bistveno bolj konkretnimi cilji 16 000. Ste bili tokrat bolj šparovni ali je bilo prvič kaj narobe z vizijo? Kako je lahko nekaj na eni strani vredno 500 000, tokrat ste prišli čez 6 000? Mi smo zelo jasno že takrat komunicirali in če greste vse moje izjave pogledati in poslušati, sem zelo jasno komunicirala že takrat. Vse osnove, ki smo jih pravzaprav potrebovali za celoten proces, to pa pomeni priprave vizije, strategije in naprej, je bilo zajeto v osnovah, ki smo jih dobili strani OECD-ja. Zakaj? Pač v Sloveniji znamo narediti odlične analize, imamo urad, ki je seveda tukaj v tej zgodbi sodeloval, ampak so pa stvari, ki jih Slovenija nima in nimamo strokovnjakov, ne za strateška predvidevanja, ne za globalne izzive, ne za megatrende, ne za priprave scenarijev na globalnem nivoju. In ti, ko začneš strateško načrtovati, vse to potrebuješ. In mi dejansko zdaj to smo dobili, tako da v bistvu zavajanje je, pa to tudi sama verjetno veste, da je stala to ena stran 300 000 evrov. Daleč od tega. V bistvu tam zadaj je tako, kot smo komunicirali, v bistvu celota analize, trendi, scenariji za Slovenijo in to je tudi del, če greste malo bolj podrobno pogledati, dokumentacije, ki je bila tam. Hvala lepa, če ni drugih vprašanj, bi zaključili. Hvala vsem trem. Na temo strategije? Ne, na temo NLB. Včeraj je gospod Arjavec v Glušni odjavil, da po njegovih informacijah bo prišlo do odloga prodaje NLB-ja in da je to korak v pravi smeri, pravi pa, da gre za odlog po volitvah. Hvala. Kar se tiče NLB-ja, sem prejšnji teden dala zelo obširno izjavo po seji vlade. Na vladi je vlada določila okvir, v okviru katerega na ministrstvu pripravljamo konkretno spremembo zavez, ki so bile dane v odločbi Evropske komisije, oziroma ki so zapisane v odločbi Evropske komisije iz leta 2013. Veste, da prvi rok poteče konec letošnjega leta in dogovarjamo se, da bi dejansko z določenimi dodatnimi ukrepi, zadnjič sem podrobno pojasnevala institut upravljalskega zaupnika, lahko sam postopek prodaje za določeno obdobje premaknili. Vlada je navedla oziroma določila izhodišče, kje pa bomo oziroma kako dolgo bo prehodno obdobje, pa je odvisno od pogajanj, ki tečejo in je v tem trenutku nemogoče napovedovati, kako uspešni bomo. Preden pa karkoli dogovorimo, bo pa o tem seveda ponovno odločala vlada. Hvala lepa. Zdaj pa zaključujemo. Hvala.